Kako je v Mariboru poskrbljeno za kolesarje in kakšni so načrti? Ja, kot vidite, v zadnjih letih se precej trudimo, da bi na področju kolesarjenja v mestu naredili nek napredek. Nove kolesarske povezave, ki jih lahko danes tudi že vidimo, so rezultat večjih projektov, v katerih občina sodeluje. Tako bomo v letu 2011 izvedli veliko modernizacijo infrastrukture v projektu Tramop, katerega je občina pridobila v preteklem letu. Bomo izgradili in na novo zarisali približno 25 km novih kolesarskih stez. Prav tako pa sodelujemo tudi v večjih evropskih projektih, kot sta PIMS transfer in pa Added Value, ki pa sta mehka projekta tako imenovana in pomenita izmenjavo dobrih praks z številnih tujih evropskih mest. Na podlagi teh izkušenj pa lahko tudi v občini uspešno implementiramo nekatere nove ideje in nove vidike kolesarjenja. Glavni namen tega projekta je, da bi tudi v Mariboru vzpostavili neke osnovne pogoje za nadaljnji dolgoročni razvoj mesta v stilu prijazen pešcem, kolesarjem in pa ostalim nemotoriziranim udeležencem v prometu. In katere so glavne pomanjkljivosti za kolesarje v mestu? Ja, mogoče je zdaj ena takih sistemskih pomanjkljivosti ta, da ni nekega rednega, stalne proračunske postavke za prav razvoj kolesarskega prometa, potem pa iz tega sledijo vse ostale in organizacijske in infrastrukturne in ostale aktivnosti. Že ves čas izvajamo razne aktivnosti za večjo varnost kolesarjev v cestnem prometu, vendar varnost kolesarjev v mestu Maribor se nekako ne izboljšuje tako, kot bi si sami želeli. Kolesarji pa so velikokrat tudi sami povzročitelji prometnih nesreč. Vidimo v zadnjih 5 letih okrog 50%, malo manj, vseh kolesarjev, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, je samo povzročilo to prometno nesrečo. Povzročitelji po starosti opazimo lahko, da so najbolj ogroženi starejši kolesarji, torej tam nad 44 let. Tudi pri kolesarjih ugotavljamo kar velik delež tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola.